Kot pravijo organizatorji Jurjevanja, letošnji festival združuje folklorno tradicijo, belokranjsko kulinariko, etnoglasbeni program, dobrodelnost in okoljsko odgovornost. Poglavitne so tri stvari. Eno je ohranjanje plesne in glasbene tradicije, ne samo zgolj s folklornimi skupinami, ampak tudi z drugimi nastopajočimi. Druga pomembna komponenta je gastronomija. Želimo ponuditi našim gostom lokalno gastronomijo iz lokalnih izdelkov. In tretja komponenta je pač ekološka. Želimo biti zelo ekološki. Že lani je Jurjevanje postalo festival z manj odpadki. Letošnji cilj je seveda, da ločeno zberemo 90% vseh odpadkov, kar pomeni, da bi postali prva slovenska prireditev po načelu Zero Waste. Oziroma prvi festival v Sloveniji brez odpadkov. Ne gre samo za etnološko prireditev, za najstarejši kulturni festival, gre za prispevek k okolju, glede na Zero Waste, gre za dobrodelnost in pa seveda gre za tradicijo, to je pa 790 let omembe Črnomlja. Glede na to, da je velik del črnomaljske občine nedavno močno prizadela toča, so Jurjevanju dodali tudi dobrodelno noto. V četrtek zvečer bodo kresovanju v Jurjevanjski dragi dodali dobrodelni koncert, ki ga pripravljajo skupaj s črnomaljskimi srednješolci. Nastopili bodo Magnifico, Pero Lovšin in še nekaj glasbenih skupin. Sicer pa etnologija in folklorni program ostajata v srednji del Jurjevanja. Poleg belokranjskih folklornih skupin se bodo v 3 večerih predstavili tudi odlični folkloristi iz Indije, Peruja, Hrvaške in Srbije. Jurjevanje kot en praznik folklore oziroma tradicije daje poudarek tudi na različnih temah, ki se tičejo etnologije, tako od predavanj do otroških delavnic, popoldanskega kulturnega programa, glasbenega programa. Pripravili bodo plesne večere na trgu in v bližnjem mladinskem klubu Virej Fest, namenjen mladim. Glavna cesta skozi Črnomelj pa bo zaprta od četrtka zjutraj pa vse do ponedeljka.